Lep pozdrav, tu Blaž, danes pa bom govoril o dolgovih. In sicer pod video sem nalimal povezavo do ene novice, kjer naj bi Rusija afriškim državam odpisala dolg v vrednosti okrog 20 milijard dolarjev. In to je nekaj, kar je za naše zahodne pojme nepojemljivo, zato ker se redko zgodi, da bi komurkoli odpisali dolg. In če sploh pogledamo, kaj je to dolg, lahko ugotovimo, če smo samo iskreni, da je dolg neka namišljena stvar v kapitalizmu, vsaj kar se tiče denarja. Zato ker denar se danes že v osnovi izdaja na podlagi dolga. In v resnici je dolg neka izmišljena ideja o tem, da je nekdo nekomu nekaj dolžen. Na podlagi recimo nekega dogovora. In današnji sistem je že tako zastavljen, da ljudje dejansko sili v to, da jemljejo kredite in da si sposojajo denar za to, da bi sploh lahko preživeli ali pa začeli ustvarjati nekaj, kar želijo ustvariti. In na ta način dejansko tisti ljudje, ki imajo več denarja, pristopajo k drugim, ki ga nimajo, na nek superiorn način, mislijo si, da so več vredni, zato ker imajo več denarja, in potem posledično mislijo, da lahko kontrolirajo in zlorabljajo ljudi, ki imajo manj denarja in ki od njih jemljejo posojilo. In to je že v osnovi nesprejemljivo, da imamo tak sistem, da sploh more kdorkoli vzeti posojilo. Zato ker enostavno mi smo tu in živimo in vsak ima pravico, ne samo pravico, ampak vsak je že zaradi dejstva, da je živ, mora biti mu zagotovljena možnost, da poskrbi za svoje dostojno življenje, pa ne samo sebi, ampak da vsi drugemu zagotovimo dostojno življenje. In ta sistem dolgov je dejansko izraz tega, da ljudje hočemo druge ljudi kontrolirati in jim biti nadrejeni, in to se izvaja v obliki dolga. Kajti, če jaz prepričam ljudi, da imam jaz več denarja kot oni in da pač jim zdaj bom jaz denar posojal, potem jih lahko manipuliram, ker jim rečem, denar ti bom posodil samo po tem in temi pogoji. In če mi denarja ne boš vrnil, mi boš do smrti dolžen. In potem boš delal to, kar ti jaz rečem. To je pač ekonomsko suženjstvo. In dejansko danes se pač ta ekonomski denarni sistem je načrtoval in se izvaja ravno zaradi tega razloga, da tisti, ki imajo denar, ki so bankirji, ki vejo, kako se denar ustvarja, kontrolirajo množice ljudi na tak način, da jih prepričajo, da so jim dolžni. In zato je v osnovi že sistem, ki temelji na dolgu, nesprejemljiv. Zato, ker je dejansko temelji na zlorabi. Temelji na ideji, da je človek, ki ima nek namišljen denar, več vreden od človeka, ki nima namišljenega denarja. Ampak objektivno gledano to ne drži. Zato, ker smo vsi ljudje živi in ker se ne da določiti, katero življenje je več vredno od drugega življenja. In zato imamo tudi vsi enakovredno soodgovornost, da drugemu zagotovimo dostojno življenje. Seveda pri tem lahko uporabljamo denar in je tudi denar lahko zelo uporabna oblika tega, da se dogovorimo, na kakšen način bomo izmenjevali stvari med seboj. Ampak dejansko danes se izrablja ta sistem denarni za nadzor nad drugimi ljudmi preko dolgov. In zato je edina rešitev za svet ta, da začnemo dejansko, da najprej spoznamo, da moramo sebi in drugim odpustiti dolgove, ker je to edini način, da lahko dejansko se poenakovredimo in prevzamemo soodgovornost za sebe in za vse, kar obstaja. Zato, da se dejansko začnemo odgovorno ravnati do sebe in do drugih, kar pomeni, da jih jemljemo enakovredno
da se držimo principa, temeljnega principa, ki je najboljši za vse življenje in se glasi: ne obravnavaj in ne ignoriraj drugih tako, kot ne bi želel biti obravnavan in ignoriran sam na njihovem mestu. Torej, ker si mi sami ne želimo biti v dolgovih in dolžni drugim ljudem, zato da nas bi potem izsiljevali, zato tudi mi ne smemo drugih siliti v dolgove in jih izsiljevati na podlagi tega, da smo jim morali mi posojati denar, zato da sploh lahko preživijo ali pa začnejo ustvarjati nekaj, kar so želeli početi. In zato moramo sistem spremeniti, denarni sistem, ekonomski sistem, da ne bo več temeljil na osnovi dolga, na dolgu. In če želite izvedeti bolj specifično, kako lahko to začnemo uvajati, te spremembe, potem predlagam tudi, da si preberete predlog za zagotovljen življenjski dohodek, katerega link lahko tudi najdete pod opisom tega videa. Tako da, če se kaj zanimate recimo za ekonomijo, lahko hitro ugotovimo, ko se začnemo za to zanimati, da so danes vse države sveta dolžne, drugi izjemne količine denarja. In da dejansko v končni fazi vedno pridemo do bankirjev, do zasebnih bank, ki se pretvarjajo, da so javne, ali pa niti se ne pretvarjajo, so javno zasebne, se pravi, se ne skrivajo tega, da so privatne, da so zasebne, da delajo v zasebne interese bankirjev, ki jih vodijo. In ugotovimo, da dejansko niso zdaj samo bankiri tisti odgovorni, ampak da smo vsi odgovorni za to, da takšen sistem sprejemamo. In ko enkrat se začnemo strinjati, da dejansko ne rabimo takega sistema, kjer z dolgovi drugega izsiljujemo in izžemamo, zato da bi neko sebično korist pridobili zase in zato da bi drugi namesto nas nekaj naredili, potem dejansko lahko hitro spremenimo sistem, pa čeprav se določen procent elitnih bankirjev recimo ne bi s tem strinjali, ker nam jih niti ni treba upoštevati teh njihovih pripomb. Zakaj? Enostavno zato, ker so sebične in ker niso v korist vseh ljudi, vsega življenja na zemlji. In takšni ljudje, ki pač zagovarjajo principe recimo odnosov po načelu gospodar suženj, takšni ljudje niso primerni za neke vodilne položaje in takšni predlogi njihovi ne smejo biti upoštevani, ker so dejansko nam vsem v škodo. Tako da, kar je recimo naredila Rusija, ko je odpisala dolgove afriškim državam, je zelo vzorno in potem se moramo zgledovati, pa ne zato, ker je to naredila Rusija, ampak zato, ker je pač dojela sam princip rešitve, da je rešitev ni v tem, da nekoga, ki že itak nič nima, še bolj potiskaš v dolgove, ampak da mu dolgove odpišeš in če že, potem mu dejansko pomagaš s tem, da si sam lahko tudi zagotovi ustrezno življenjske pogoje in ustrezen sistem gospodarski, recimo, če gre za državo, ne pa da se drugega izsiljujemo, tako kot to dejansko počnejo vse druge države, tudi Rusija med drugim. Ampak v tem primeru je pa naredila neko zgledno dejanje. In če se hočemo dejansko v svetu rešiti suženjstva, eden pred drugim, potem moramo dejansko začeti odpuščati vsem dolgove in preiti na nov sistem, ki ne bo temeljil na dolgu. Tako da vas vabim, da se pozanimate, kaj je to zagotovljen življenjski dohodek, da boste videli, da že delamo na rešitvah, da rešitve obstajajo in da je nesmiselno zagovarjati nek star obstoječ, zlorabljajoč sistem, ki ni nikomur v korist. In vas vabim, da se nam pridružite tudi v skupnem soodgovornem ustvarjanju družbe in sveta, v katerem bomo drugemu zagotovili dostojno življenje. Hvala za danes in lep pozdrav!